Lepo pozdravljeni še enkrat v našem silvestrskem programu. Šalca, Tine in Dejan smo tukaj in gremo skozi najpopularnejše Milane leta, ki se izteka. In ne vem, če ste vedeli ali zasledili, v Mariboru so v letu 2016 želeli glede na aktualno situacijo ponovno ustanoviti osvobodilno fronto. Tine, ti podpiraš to? Zdaj, načeloma me ne moti, mi je vseeno, ne? V bistvu podpira, na crkvu bom zopet jaz. Zdaj dvija to naprej tlači, da kao treba se vstati, ustanoviti, človek niti ne ve, kaj to za sabo nosi. Pol pa, ko ga mama poklicala na seriji, pa bo spet po kanalizaciji hodil. Ne ga sprašuj takih stvari. Ustanovitev osvobodilne fronte na Teznu. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes je dan pred nekdaj izjemno velikim praznikom, še danes dela prostim dnevom, to je dan upora proti okupatorju oziroma nekdani dan OF oziroma Osvobodilne fronte in bil sem povabljen na en zanimiv dogodek, ki se bo zgodil danes. Kot tu piše, na Teznu v kleti Fišerjeve vile se bo danes ustanovila novič OF. Jaz sem zdaj tu pri Fišerjevih, moram povedati, ni ravno vila, bolj vrstna hiša je, ne, gospod Fišer? Kak je Fišer, jaz sem Štraus. Kak je Fišer? Če Fišerjeva... Ja, nekdaj je to Fišerjeva vila. Če pa je vrstna hiša... Dobro, kaj zdaj si kompliciraš? Fišerjeva vila, se reklo tukaj je prva vrsti. Pa pritliče smo, ker kleti nekak ni, vidim, ne? Ja, dobro, zdaj, če si prišel drkat, sem ko idi, glej. Kleter pritliče vseeno, tak se reče. Važno je, imamo rulete dol, pa je tema, razumeš? Kaj bi zaradi šupi bil, če je 3 stopinje, vune, kaj snjad skril, da je tudi polarni mraz vrezo. Ali ne grem kopat, zdaj za tebe. Ni treba. Se pa važno je bistvo, kaj se je to osvobodilna fronta se ustanovila. Ja, pravzaprav je bila ustanovljena, ne, 75. Pa se je pozablo, pa se zdaj ime spreminja in nismo se odločili, da je potreba, da še enkrat OF ustanovimo. Ker na Vidmara pa to se je pozablo. Ja, in kaj boste s tem? Ustanovili bomo, mislim, pol pa se bo začelo z akcijami. Malo vas je, ker v bistvu sta dva, to je prvo, ne, takrat jih je bilo več. Večer bi prišel, vse nas bo več točno izraz, bo samo možda še delajo, kaj si, nur. Kaj ne on reče, da OF ustanovlja, da ga bo vrli službe, veš kaj je danes težko. Dva sma, ampak ti si sam rekel, začenje je sajta. No in po ustanovitvi boste kaj... Totalne akcije, tako je OF bila. Ja? Kak je potalne? Glej, ni izključeno, da gremo v Volkmerjev prehod še enkrat, pa to dvignemo malo spet, mislim, da se zagrejemo, veš kaj ti, pol pa dalje, ne? No in vi ste tu še... V bistvu ustanovitli, ja, mislim, še. Vi ste Vidmar, neke vrste. Neke vrste Fišer, čeprav sem Štraus, ne? A vi pa ste? Miller. Ja, pozdravljeni, ja. Jaz bi samo povedal, Štraus, moče malo neprimerno, da si zdaj ti glih ustanovitelj, ne? Ja, kak neprimerno, če tak je. Se pa to je moja ideja. Ja, glede na to, da je tvoj dedek v nemški vojski bil, ne, pač je malo neprimerno. Prisilno, dobro, pa kam mi to naprej mečeš? Kam mi to naprej mečeš? Kaj pa te 6 medalj za hrabrost, pa zlati šlem, pa zlati hakenkrojc, pa ne vem, kaj vse to ne dobiš, če prisilno delaš v kuhni? Pa pravim ti, da on je tako me čakal, da gre, pa vse te veš, da je tam pol bataljona nemškega beg spravo. Ja, meni moj deda ni tak povedal. Ja, kaj pa ti je te on rekel? Da tvojega dedeka niso hoteli v nemško vojsko vzeti, pa je za njimi laufo, pa se der bite. Ja, Dori Miller, kaj bi ti rad zdaj? Kaj bi zdaj ti to tebe, da stoče tu naprej mečeš? Samo povem, da malo ne... Takrat ali, že takrat smo bili zavedni, od takrat pa še bolj, kaj te govoriš. Tvoj foter pa že 20 let tu gori na Weinstraße avstrijskemu vinogradniku rit liže. Zdaj, ta moment, pa si ti vseeno zraven. Ja, če dela gori. Ja, dela gori, ja. Pa mari se kaj jim pove, ne, kaj imamo tu, ne. Ti za meni hočeš reči, da je moj foter izdajalec. Ja, sigurno ne, a to teh botelj, ko tak dobi, kaj domov vlače. Ja, ti je jasno. Ko si blesal, ti, ali kaj si? Zdaj ti meni hočeš povedati, da moj foter, ko na Weinstraße dela, služi denar pri Avstrijcu hujši kot tvoj dedek, ko je služil v nemški vojski. Pa četrt Francije sam beg spravo. Ja. Pogled, to ne, jaz tem zaklal, to ne more tako biti. Lahko samo malo, ne bomo ustanovili, kak njaviš ti, ne bomo. Dobro, da nas nešte pa zabiti resnica, ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Prvo mi 5 buteljk vrni, svija nehvaležno. Silvestrski program na Radio City, Šalca, Tine in Dejan smo v vaši družbi najpopularnejši Milani leta 2016. No, v naših resnicah smo predstavili leto, ki se izteka tudi nekaj zanimivih poklicev. Eden izmed njih je tudi poročni fotograf, ki pa je v našem prispevku mogoče šel korak predaleč, ali ne, Šalca? Zakaj? Malo je noro, da na poroki fotograf nagovarja nevesto, ne, za
je boljše prej kot slej, tako vsaj žene ni vidi, mislim, zakaj bi šel predalec, se pa zdaj ni nobenega sili, kaj da je za fotoaparat zvezo, če ona začet, mislim, glej, tak je, življenje ni potica. Boljše, da je fotograf rukne, ko bolj svati vsi. Ne, absolutno je točno tako. Daj ti ne sprašuj, da? Poročni fotograf. Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Zdaj, ko je sezona porok, so eni od najbolj zaposlenih fotografi na porokah in pri enem od najpriljubljenejših v našem koncu Slovenije sem ta trenutek. To je lastnik fotografskega ateljeja oziroma studija Fotoljubec. Dober dan. Fotoljubec, skupaj je, Fotoljubec, ime je to. A Fotoljubec je ime? Se ljubec pišete morda? Ne, to veže, foto, pač da imam rad fotografije, Fotoljubec, ne. Dobro, super ime. Adam se piše drugače. Gospod Adam, torej... Ni pomembno, no. Gospod Adam, vi ste zelo zaposleni danes, oziroma te dni ste rekli, ne? Danes ne, čez vikend sem bil. No ja, torej povejte, kako to izgleda. Ja, čujte, fotografiranje porok to dolgo več ni tako, je včasih to bilo, ko so beži srodili kamero, naredili 6 slik, ono, ko je dal prstan gor, tak ni vlovil, je bilo vse megledno, pa so na koncu rekli tak, kakva je bila muzika, so tak dobre slike, tisti album flikno pa dio. Danes, to je cela znanost. Danes je tudi, dobro, vsaj malo teh fotografov ostalo, ki to dejavnost pač še tržijo in se bavijo s tem, ampak vseeno, moraš biti vedno korak pred drugimi, ne. Moraš imeti nove poze, moraš imeti ujeti vsake momentu to, da prstan, to mora biti slike, to mora biti montaže take, da taščo peljejo k dežurnemu, ker se taki oče, ker toliko vode zgubi. Vlonem, to je, veš, ne, to mora biti danes, ker ti samo z izdelkom lahko drugo stranko dobiš, ne, danes še rečeš fotoljubec, fotografira poroke, da ne bez niti poklica, ne bo tak, da. Je pa, tako ste mi prej v neuradnem pogovoru povedali, gospod Adam, to zelo naporno delo. A čujte, to je zelo naporno delo, morate vedeti, da začne se včasih že ob 9, 10, 11. Treba iti ali k ženinu ali k nevesti, že tam slike narediti, kak se nekdo oblači, pripravlja. Polči še imajo to šrange nijem rad, to bedarija, ker so taki kisli vici tam pa to, tak da. A pa da še šranga, vse to slikaš in pol vse poroko pač do torte, to je enih, dveh, pa še bolj ti pravijo, da ostane še malo, ne. Vmes pa imaš tudi dosti časa, ne, namreč te, bom rekel, pod narekovaj, ful zanimive igre, ki so na porokah, tega ne slikam, ne, ker grem kozlat vun, ne, ker če kaj nijem rad, pa nijem rad od tih iger, ne, tak da. A tak da vmes se tudi dolgočasite, ali? Ja, dolgočasim se ne, ker imaš vedno tudi patrone, ne, jaz jim pravim, klasični butli, ko vedno pridejo, da enkrat stisni, pa poze delajo, vsem pa tja, pa ti maile davajo, kam jim najbolj slike pošleš, pa to tak naredim, kot da sem stisnil, pa sploh ne, do teh pijancev več slikam, razumeš, ne. Pa, ko imam tak čas, malo pogledam po poroki, razumeš, če je kaj, ker tak tudi privat se pač za 2-3 firme modele vedno rabim, pač oko vržem, razumeš, malo izoštrim, tak da, ja, mislim, zakaj poletje, razumeš, tudi greš tja pod vrbo, razumeš, kako, mislim, tako je pač na zadnje bilo, razumeš, ne, ampak dobro. Ja, kar povejte, ja. Pa no, zdaj to ni... Ja, pa da bi, no. Pa tam je ena, pač tak beseda, dala besedo, pa to neko pristala na to seanso, razumeš, pol mi je tako delala z objektivom, da je v bistvu že kar stativ bil, bolj na koncu sem takrat na samo spočilec dal. Te pa, ko smo prišli nazaj na svetlo, sem v bistvu videl, da je nevesta. Res? Zabavam se, butl, ni bila nevesta, pač bila je ena tam, samo, kao što je nevesta, kaj si bila, morajo priti po album pa plačati, kaj si bolan ti, ali kaj nam že probleme predplačilo imel. Dobro, zdaj pa gledaj, ne, me več takih podrobnosti sprašujem. Dobro, hvala lepa in veliko uspeha želim še naprej, to je bil Fotoljubec, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. V silvestrskem programu na Radio City, tudi danes z vami Šalca, Tina in Dejan in gremo skozi najpopularnejše Milane leta 2016. V tem letu, ki se izteka, se je zgodila tudi ena afera na eni od mariborskih šol, ko je učiteljica zapeljala dijaka. To pa lahko jaz razložim. Ja, ker izvoli, ja. Mislim, to absolutno nič ni takega, ne? Ja, zakaj bi ti to razložil? Ja, kaj se je tebi to zgodilo? ja ne, zdaj Ti si največji poznavalec. Ja, nisem zdaj največji poznavalec, samo
ni bilo daleč, no. Oziroma, zdaj, če bi bilo samo od mene odvisno, bi se zgodilo, ja. Silverjevi in afera na šoli. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Nova afera iz Maribora, ki polni pravzaprav vse medije, prihaja z ene od mariborskih srednjih šol, kjer naj bi učiteljica imela kar 2 leti odnose z mladoletnim dijakom. Starši so to izvedeli, prijavili ravnateljici in učiteljica je izgubila službo. No, mene danes ne zanima mnenje strokovnjaka, ampak kaj bi drugi starši to naredili. Vem, da imajo sina na srednji šoli, zato sem jih obiskal. Silverjeve, gospod Herman, dober dan, hvala, da ste si vzeli čas, da sem lahko prišel k vam. Čukaj, nič hvala, ker noben te ni vabo. Kaj ti si razmišljal, da bi koga drugega si najdel ti? Ja pa ne za take občutljive teme, ti vedno, ko ne veš, priješ k meni. Da pol me celi Maribor zija. Glej butla, kaj spet rekel, kaj ono, pa najdi se nekega strokovnjaka, mi nismo strokovnjaki na tem področju. imate pa otroka v srednji šoli, ne? In mene zanima, kaj pa, če bi vaš pubec. Jasno, mama, to je bolj za mame vprašanje. Sigurno ne boš ti o tem govorila. To pa 100% ne pri nas doma. 100% ne. Ker če bi moj pubec kaj tak, bom rekel, pametnega naredil, bi sigurno jaz stvar svoje roke vzel, ne pa ti. Ne? A pametnega, ne? Glejte, absolutno, če bi pač to povedal, pa tako smo ga vzgajali, da pove, bi se vsedel z njim, ne. Aha, in pa potem? Ja, da ga vprašam, ne, ki na pultu, ki pri tabli, na mizi, kak, mislim, da malo povem, ne. A vi bi spodbujali? Na stol, pa se na mizo, pa pač to te finte, ne, kaj imamo. Pa kaj si ti blesal, Herman, hvala Bogu, da mali v šoli, kaj te govoriš? Veš, kakve posledice to pol na otroku pusti? Kakve posledice? Kaj boljše, da kadi, se drogira, krade, pije? Tak se vem, kaj dela, ko ga ni. Ja, pa še oceno ima tam zagarantirano. Eno odklukamo, da nijamo brige, ni pa pravnega tam, ne. Pa še najbolj pomembna stvar je, da veš, da je vse sortiro, ne, že, mislim, ne. Sortiro? Ja, da ni tam, ne, da se po predalčko, veš, kaj mislim. Ne, ker povete, ja. Ja, da ni tam pri onih, no, kaj. Pri katerih? Pri pisanih, kaj bi rad, zdaj ne boš z mene ven to zvleko. Ne imajo, kaj imajo, samo moj pubec je fajn, da ni. Viš, Herman, kak si ti staromoden? To pač nič ni takega, jaz imam enega frizera. Lape, boš držala? Boš držala s tem frizerom, Lape? Še mene hotla tja zvabit. Boš držala? Rači se sam dol potegnem, ko da tja hodim. Skratka, vi bi bili ponosni, če bi vaš... Zakaj mi besede polagaš v usta? Sigurno ne bi kravnatlo hodo. To treba sam z otrokom rešiti, ne? Kao gremo, pripeljijo domu, mi dva kao gremo, ali pa z nekaj pozabim, pa to te variante, ne? Kaj bom, sigurno ne bi kravnatlo hodo. Tako tele pa nisem. Ja, zdaj povem, na svojo roko bi nemudoma kravnatlo šla, pa vse povedala. Pa kaj te ti veš o tem, kam bi ti hodila, nikam ne bi šla? O, jaz vem, ja. Ja, kaj ti veš? Še živi so spomini, ko me telovadni učitelj osvajal v šoli. Tebe telovadni učitelj v šoli, sva? Ja, ne v šoli, ko smo v Punat v kolonijo hodili. Te osvajajo. Kaj te bo te osvajal, če so te za bojo 3 leta imeli? Če so domačini čovne za tebe vezali, kaj te bo te osvajal? O ja, veš, kakšna slušna bila. Zadnja slamica sem vam bil, zadnja slamica, pa ste me spili vsi skup. Zdaj pa zgini s toti mikrofonom, kam me sprašuješ, da je ignoriraš? Dobro, hvala lepa, da se zdaj pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Radio City, sami hiti.